Lepo pozdravljeni. Zanima me, zakaj vročina pri delu ni le neprijetnost, ampak tudi tveganje za varnost in zdravje pri delu? Ja, vročina ima več učinkov, in sicer, najprej, kar se tiče kratkoročnih učinkov, lahko nam, povzroča, hude mentalne težave v smislu, da so delavci neskoncentrirani, da, težko, koordinirajo svoje gibe, in to se začne že odvisno od dela, ki ga delajo, že pri 24 stopinjah, seveda višja kot je temperatura, huje je. Zato so njihovi gibi, ker so koordinirani, lahko pride bistveno hitreje do poškodb, bistveno hitreje pride do napak, seveda, ki jih ne morejo, ki jih lahko vodijo do hudih poškodb. Seveda je zaradi tega delodajalec odgovoren, da, priskrbi delovno mesto oziroma pogoje na delovnem mestu take, da do teh stvari ne pride. In ti pogoji so, napisani že v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in drugih, pravilnikih, da mora poskrbeti za zdravo in varno delo delavca. To vključuje seveda tudi vročino. To mora zapisati tudi v svoji oceni tveganja. Vsak delodajalec mora imeti natančen načrt, zato ker vročinske valove pričakujemo, ni nekaj, kar se ne bo zgodilo, ampak nekaj, kar se bo zagotovo zgodilo. Vprašanje je samo, kako pogosti pa kako dolgi bojo. In tudi na to znamo, da nas odgovor, se pravi, da so vedno daljši in da so tudi več časa trajajo. Zato mora biti poskrbljeno na delovnem mestu oziroma mora delodajalec narediti načrt, kaj točno se mora dogajati na delovnem mestu takrat, ko je vročina, kako naj delo organizira in katere pripomočke vse mora delavcu dati in seveda, kako podučiti delavca, kaj je tisto, česar se mora v vročinskih valovih držati oziroma kar mora upoštevati. Kateri ukrepi so pa pri delu, v vročini najbolj pomembni? In sicer tudi kakšno vlogo ima sama hidracija, senca in odmori ter hlajenje pri delu? Delodajalec mora imeti za vročinske valove načrt, se pravi akcijski plan, kako bo to izvedel. V tem akcijskem planu mora biti točno navedeno naslednje: kje spremljajo temperaturne razmere za tisti čas in tisti kraj, kjer se delo opravlja. Drugič, morajo imeti, številka 1 je hidracija, se pravi, delavci morajo biti dovolj hidrirani. Mi moramo vedeti, da približno 70% delavcev prihaja na delo že ne dovolj hidriranih in jih morajo naučiti, zakaj je hidracija tako zelo pomembna. Namreč ne hidrirati se ima kronične učinke, predvsem na ledvica. Druga zadeva je, da mora, poleg hidracije mora poskrbeti za organizacijo dela. In sicer organizacija dela naj bo na več načinov. Ali začnejo zgodaj zjutraj s sončnim vzhodom, zato da imajo vmes premor in da nadaljujejo šele popoldne z delom in delajo do sončnega zahoda, ali tako, da se delo razporedi, da so težja dela zgodaj zjutraj in lažja dela tekom dopoldneva oziroma takrat, ko je največja vročina. Ker so pa, valovi vročinski tako zelo hudi in ker se temperatura visoka ohranja tudi v zgodnjih jutranjih urah, je zelo pomembno, da se poskrbi še za druge ukrepe. In sicer treba je, za tiste, ki delajo zunaj, nujno poskrbeti za dovolj količine kreme, kreme za sončenje, pravimo temu, ampak ne gre za sončenje, gre za zaščito proti soncu, kjer se morajo delavci tudi približno vsaki 2 uri namazati vse izpostavljene dele. Pomembnejše od tega je seveda to, da so pokriti primerno oziroma da so v primerni obleki. Primerna obleka pomeni, da je, zadosti gosto tkana, da sončni žarki ne prodrejo na kožo. Tukaj imamo tudi kronične učinke, kar pomeni, da lahko pride pozneje do kožnih rakov in nekateri od kožnih rakov so lahko tudi smrtno nevarni, seveda. Naslednja zadeva je, da hladimo človeka, in sicer na razpolago so hladilni jopiči, ki jih je več vrst. In sicer,
mi vemo, da je bistveno ohladiti jedro človekovo, zato so hladilni jopiči narejeni tako, da imajo ali gele, podobne kot jih damo v hrano, ali pa so led lahko so pa tudi ventilatorčki vgrajeni. In za vse to je treba poskrbeti. Če imamo snov za hlajenje, potem moramo imeti seveda hladilnik, ki bo to hladil. Naslednja zadeva je, delodajalci skoraj morajo imeti v teh vročinah hladilne komore. To so kontejnerji, če hočete, ali manjše sobe, v katerih se delavec lahko ohladi, ne glede, če dela zunaj ali pa če dela znotraj v vročinskih pogojih, da se delo prekine in da se gre ohladiti. Naslednja zadeva je, da so tako imenovana korita z ledom, kjer se delavec lahko potunka svoje roke noter do pazduh in na ta način se ohladi. Ne smemo pozabiti na pokrivalo. Pokrivalo, posebej če delo poteka zunaj, mora biti tako, da so zaščitene ne le oči, ampak tudi tilnik in ušesa. Če pogledate delavce, imajo največkrat poškodovana ušesa, ker si preprosto pozabijo namazati tisti del in pa ga ne prekrivajo z pokrivalom. Naslednja stvar so seveda zaščitna očala. Nažalost, redko katerega ali pa praktično nobenega gradbenika ne vidiš, ki bi si zaščitil očala. Ob tem, da moramo računati, da za zaščito z očali ni največja nevarnost sredi opoldneva, ampak šele popoldne oziroma zjutraj, ko je odboj žarkov tak, da lahko pride do oči. Torej, kot vidite, je ta diapazon ukrepov, ki morajo biti napisani tudi v oceni tveganja in o katerih mora delodajalec delavce ozavestiti, je zelo jasno določen in upam, zato ker tisto, kar opažamo, je veliko pomanjkanje znanja tako pri delodajalcih kot pri delavcih, da bomo lahko v projektu, ki ga trenutno vodimo, lahko vsaj en velik del varnostnih inženirjev, pa tudi specialistov medicine dela naučili, kako zaščititi delavca, da ne bo prihajalo do akutnih in seveda predvsem tudi kroničnih posledic izpostavljenosti vročini.